Brskam po spominih iz otroštva in ne morem si kaj, da ne bi pomislila na vedno polno mizo, obloženo s takšnimi in drugačnimi dobrotami. Babica je bila kuharica po poklicu in zanjo je bila kuhinja svet prostor, kar pa je ustrezalo nam otrokom, saj so bili naši trebuščki vedno polni. Zjutraj nas je za zajtrk vedno pričakala skodelica toplega mleka, češ, da je zdravo osnovno živilo, ki naj bi ga uživali vsak dan. Z veseljem smo ga popili, vanj zamešali kakao kosmiče ali dodali ležličko medu. Slastno. In izkazalo se je, da tudi nadvse zdravo. Mleko predstavlja bogat vir beljakovin, ki vsebuje pomembne esencialne aminokisline, ki jih človeško telo ne more v svojih celicah sintetizirati, ampak jih mora dobiti s hrano. Mlečne beljakovine spadajo v tisto skupino beljakovin, ki pospešujejo rast in omogočajo regeneracijo tkiv. Mleko je nam malčkom pomagalo tudi pri rasti naših zobkov. Najpomembnejša minerala, ki se nahajata v mleku, sta kalcij in fosfor, ki ugodno vplivata na pravilen razvoj ustnega in zobnega tkiva. Mleko je lahko živilo in pijača hkrati. Otroci ali pa tudi odrasli ga kdaj pijemo za žejo. V kuhinji pa ga dodajamo v različne jedi. Je dobrega okusa in odlično za naše zdravje. Teja Žogan, 22-letna, že 13. mlečna kraljica po vrsti, je velika ljubiteljica vseh mlečnih izdelkov. Jogurtov, sirov, skute, kisle smetane namazov. Iz mleka si ponavadi pripravi mlečni riž, palačinke ali puding. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije se kar 95% ljudi v razvitem svetu ne prehranjuje zdravo, torej ne dobi dovolj raznovrstnih snovi za ohranitev zdravja. Kar 75% ljudi pa si z nezdravo prehrano celo škoduje. K zdravemu načinu prehranjevanja spada tudi mleko, zaradi vseh vitaminov in mineralov, ki jih vsebuje in jih človek v sodobnem svetu potrebuje. Izdelki so bogat vir kalcija in zato pomembni pri izgradnji in vzdrževanju čvrstih in zdravih kosti. Preprečujejo namreč nastanek osteoporoze, pogoste bolezni sodobnega časa. Prav tako mleko, poleg beljakovin, ogljikovih hidratov in maščob, vsebuje še druga hranila. Od vitaminov topnih v maščobi A, D, E in K, vitaminov topnih v vodi B kompleksa in C, še celoten spekter mineralov. Vse našteto prispeva k pravilnemu delovanju prebavnega trakta, ki je pogoj za zdrav organizem. Prav tako pa tudi zmanjšujejo tveganje za obolenje srca in ožilja. Odrasel človek naj bi na dan zaužil od 400 do 600 ml mleka. V to količino spadajo ne samo mleko, ampak vsi mlečni izdelki, kot so recimo siri, kisle smetane, jogurti in skute. To je sicer le približek, ki je odvisen od celotne človekove dnevne prehrane. Mleko je lahko prebavljivo in biološko visoko vredno živilo, zato predstavlja nepogrešljivi del naše uravnotežene prehrane. En kozarec mleka na dan odžene zdravnika stran. Ker v svojem spominu ne najdem nobenega slovenskega pregovora o mleku, bi mogoče lahko rekli celo tako. Kaj pravite? V kozarcu mleka so vse hranljive snovi, ki pomembno prispevajo k rasti in razvoju organizma, krepijo telo in povečujejo odpornost. Pravzaprav je temu res tako. Če pogledamo na kratko še v zgodovino, je mleko velikokrat omenjeno. Hipokrat je priporočal mleko za okrepitev organizma. Arheologi so odkrili, da so ljudje uživali mleko že v kameni dobi. Mnogo pozneje so mleko častili Egipčani in kult čaščenja se je preko Keltov, Rimljanov, Germanov, Slovanov ter drugih plemen na evropskih tleh ohranjal stoletja. V zgodovino pa lahko pokukamo tudi ob obisku ene od slovenskih mlekarn, ki pa ima svoj muzej. Za Posočje je značilna tisočletna tradicija pašništva in sirarstva. V Sirarskem muzeju v Kobaridu so postavili zgodovinsko-etnološko zbirko, v kateri to tradicijo predstavljajo. Muzej si lahko pridemo tudi ogledati in vidim, da imate tukaj prikaz nekakšnih takih starih opravil, ne? Ja, zdaj se nahajamo v planinskem stanu, kjer prikazujemo, kako se še zmeraj danes predeluje mleko na naših planinah v Posočju. In tu prikazujemo vso opremo, ki je potrebna za predelavo mleka v naš znameniti sir Tolminc. In ravno stojijo pri enem bakrenem kotlu, ki je zapeljan na ogenj, pod kotlom se zakuri, da se potem segreje mleko na primerno temperaturo in da se ga potem lahko usiri. Tu je pa različna oprema. Ena izmed te opreme je ta, jaz bom rekla, lesena žlica,
s katero se pobira albuminsko skuto. Albuminska skuta je pač proizvod, ki nastane potem, ko poberemo iz kotla sir, v njem ostane še precej sirotke, kateri dodamo kislino, da beljakovine, ki so še v sirotki, se zberejo skupaj, bom kar tako po domače povedala, ne? Da bo lažje razumljivo. In potem je to tista albuminska skuta, ki je izjemno dobra, zdrava in zelo, zelo primerna za naš človeški organizem. Zaključujemo pa v našem stilu in v stilu prispevka. Saj je tudi smeh pomemben za zdravje. Štano ribam, gnoj odkidam, vse naredim za njo. Vsak večer ji vime perem, dajem mlek za to.